Sekanja pirhov, vsaj po končnih rezultatih sodeč vse prej kot lahki nalogi, ki je običajno potekalo v bližini cerkva in po napovedih predsednika turističnega društva bo tako tudi v prihodnje, se je pomerilo približno 50 tekmovalcev. Ne bi rad, da tole tekmovanje postane kakor tekmovanje kakor športno tekmovanje, gre se predvsem za druženje, da se ljudje ob teh praznikih družimo in da uživamo, ne tekmujemo. Tekmovanje je simbolično. Nekoč je, po pripovedovanju tamkajšnjega župnika, to vrstno druženje potekalo na nekoliko drugačen način. Nekdo je držal pirh v rokah, drugi so ciljali z denarjem. Če so pirh hvalili, je ta denar bil od tega, ki je držal pirh. Če so zadeli, je tisti, ki je zadev, vzel denar in pirh zase. In tako so nekateri ljudje prišli do nekaj denarja, so na ta način zaslužili, drugi so po drugi strani prišli do pirhov. In tako je potekala ta menjava darov, lahko rečemo. Velikonočno jajce ima hkrati več pomenov, med drugim simbolizira tudi Kristusove rane. Včasih so ljudje dali 5 pirhov v jerbas za blagoslov. To so bili načeloma rdeče pobarvani pirhi. Predstavljajo Kristusove rane, hkrati tudi kaplje Kristusove krvi, ki jo je za nas prelil. To so rdeči pirhi. Ostali pirhi pa predstavljajo Kristusov grob. Tako kot je bil Kristus v grobu, tako je tudi piščanc v jajcu. In sam piščanec razbije lupino, da pride v življenje, da zaživi. Tako je tudi Kristus razbil te vezi smrti, groba in vstal od mrtvih. Sicer pa se je pri sekanju pirhov med vsemi prisotnimi najbolje odrezala predstavnica nežnejšega spola, domačinka Tatjana Hribar, ki je velikonočno jajce zadela že s prvim metom, nič slabše pa je ni šlo od rok tudi v nadaljevanju.